Fajn. Inspiracijski podcast z Maja Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci in gledalci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo z zgodbami ljudi, ki živijo svoje sanje oziroma delajo to, kar jih veseli in tako uresničujejo sebe in so na tak način na pravi življenjski poti, ki jo v bistvu vsi v resnici iščemo in si želimo. Z mano je danes izjemna Meja Valenc, s njo se že dolgo poznava. Jaz jo sicer vedno dojemam kot pisateljico, ampak v vsem tem času je razvila tudi neke druge v bistvu sposobnosti oziroma poti v svojem življenju, s katere pomaga ljudem, da se vrnejo k svojim srcem, da jim prisluhnejo in da se osvobodijo stvari, ki jih vežejo pred svobodo. In več bo o tem povedala Meja Valenc. Meja, zdravo. Zdravljena, Maja, lepo te je spet videti. Vedno je fajn v tvoji družbi. Meja, dajmo najprej iti mogoče na tvoje knjige, ker so vseeno, se mi zdi, nek tak base, neka ta tvoja osnova, s katero si začela v bistvu sebe pošiljati v svet. Druga knjiga, prva je bila, mislim, da v besedah, malo v sklopu magistrske naloge še, ampak ta druga knjiga, Oglašena, je bil pa tvoj prvi v bistvu nek projekt, movement svoje pisateljske duše v svet. No, povej nam več o tem, kako se je ta knjiga zgodila in kaj se je dogajalo pred njo, da te je pripeljalo v bistvu tega, da si zaupala v sebe kot pisateljica. Maja, zdaj me v bistvu sprašuješ ta vprašanja, ko me vedno znova naježijo. Tako da, če bi me videli podrobneje, bi videli, kako se ježim. Ampak dejansko je ta zgodba knjig mojih res izvira itak že z šole, ko sem vedno blestela v spisih, vedno je bila ubesedovanje tista moja zvezda, brala spise na glas, imela objavljene. Tudi moj sorodnik je Angelo Cerkvenik, ki je pisatelj, tako da je bilo že v genih. In študirala sem slovenistiko in književnost, kar je bilo s tem povezano. Hkrati pa se je v meni začel prebujati že skozi srednjo šolo en taki mali filozof, psiholog, ki je zoprna vprašanja dajal profesorjem. Kaj je smisel mojega življenja? Zakaj sem jaz tu? Zakaj čutim, kot da so ene same maske okoli mene, pa nič ni pristnega? Nekaj mi fali. In potem sem vcepena kar globoko v religijo, res sem se predala eni indijski veji povezovanja z božanskim. In to je bil moj filozofski štart. Tam sem dobila odgovore, ki mi jih nihče ni mogel dati na tak način. In sem se kar nekaj let poglabljala v vede, v vso to transcendenco, ker sem dojela, da je v življenju nekaj več kot to, kar vidim. In na podlagi tega, vse te filozofije, sem sestavila magisterij Besede v neobesedljivem. Potem pa je bil tisti trenutek v mojem lifeu, ko sem res preštudirala kilometre knjig, predebatirala in nekaj mi je še kar falilo. Tako mi je bilo, kot da sem riba, pa nisem v morju. Nekaj mi je bilo suho in takrat sem se odločila za tisto odpaljeno potezo in verjamem nekako nasplošno, da pride trenutek, ko nas intuicija, neki notranji klic pozove k nečemu odpičenemu. In večina ljudi je nekako strah prepreči, da bi to naredili nekaj znotraj, meni pa ni in me je spodbudilo. In to je bilo, naredila bom nekaj odpičenega. Šla bom preveriti v svet, koliko vsa ta teorija drži. In kaj najdem drugje izven Slovenije. Torej tisto potovanje po Južni Ameriki, ko sem se premikala po intuiciji, šla med indijanska plemena, delala svašta, kar to nikoli ne bi, to je odprlo toliko predalov mojih možganov in mojega srca več, da nikoli več, tudi ko sem se vrnila, nisem zaupala, nisem verjela tem kulisam. In sem raziskovala, kje pa se dejansko dogaja življenje. In postopoma me je potem tukaj odpeljalo v zgodbe takšne in drugačne, v iskanje srca. Torej brain, smela naštroman, popoln, akademski. Ampak srce je bilo pa tiho, ni znalo se pogovarjati, nisem ga znala čutiti. In je par let trajalo v bistvu to odlaganje vsega, kar nisem jaz in postopno preklapljanje iz samo glave v srce in iskanje povezave. Ampak to je zanimivo, recimo pri tej tvoji zgodbi, ne? Ti si dejansko ena redki, mislim, tako si rekla, dosti ljudi je strah in ne naredijo ta premik v bistvu za svojim srcem. Ti si šla, potem je tudi nastala ta odlična knjiga Oglašena, ki res, ko jo bereš, hodiš v bistvu s tabo po teh stepah in živiš s tistimi Indijanci in vse to lahko čutiš in se ljubiš s tistim latinotom. Drugo poglavje, kot hibiskus.
Ampak človek bi si mislil, ko priješ z takega potovanja, pa skozi tvojo knjigo, da si v bistvu prišla na ta vrh, da si izvedla vse, da veš zdaj vse o življenju in da ne rabiš več nobenih novih spoznanj, te je potem odneslo v bistvu v neko zmedo, v neko črno luknjo v povezavi s spiritualnostjo in na tak način nastane tvoja druga knjiga, Milost. Milost je pa v bistvu en projekt, ki ga je sprovociral Feri Lainšček. Ful mi je bil všeč moj stil pisanja, skozi uglašeno, ta sočnost, ta tridimenzionalnost, ta iskrenost, ta razgaljenost. In je rekel, če si pa res pisateljica, pa napiši daljšo formo roman. In tu sem povzela v bistvu eno tako zgodbo, sem naumila, kako izgleda ozadje teh religioznih skupin, kaj vse se dogaja ob iskanju resnice skozi guruja in skozi eno skupino. In je taka ena sočna, strastna, ljubezenska zgodba, ki pa v bistvu na koncu ipak pripelje do tega, da odgovori se skrivajo v nas in da odnos z svojim izvorom ima vsak po svoje in da razni guruji in takšne variante te lahko samo odpelje kam stran. In ta knjiga je bila v bistvu ta kar boleča zapisati. Tudi neke zadeve sem spisovala, ki so se potem meni v življenju na nek način dogajale, to ni čisto autobiografska knjiga. In kar se je pa zgodilo, jaz sem dejansko verjela po tej Južni Ameriki, da sem skužila vse, kar je potrebno. In da I have it, I got it, I'm free. Razumeš, svetloba hodeča, ne. Potem pa se je začelo šele dogajati. In sicer, ko sem ugotovila, kaj vse je stlačeno v mojem srcu, iz otroštva, koliko oceanov žalosti, koliko čudnih prepričanj. In to se je začelo potem v mojem življenju zrcaliti ful mimo pričakovanj. Jaz sem imela idejo, kako bo šla moja kariera, kako bo družina, moja edina želja življenjska je bila srečna družina. Se pravi, jaz, ata, Froci. Vse drugo je bilo poljubno, znotraj tega vse eno, ampak to, kar sama nisem imela. In moje življenjsko učenje je potem postalo po 30. Zakaj se nam v življenju dogaja tako, da želimo nekaj, dogaja se nam pa nekaj diametralno nasprotnega. In tu sem pa zajadrala iz vse te spiritualnosti, ugotovila, da brez zdrave duševnosti ne bo zdrave duhovnosti, da sem preskočila kar en del svojega srca in ga zatučkala, se mu odpovedala, potem pa je prišel tak pred mene. In se je začelo vse rušiti na vseh frontah. In takrat se je pa začelo, koliko sem se res naučila v tisti Južni Ameriki, kaj res verjamem, da sem se skozi 10-13 let, zdaj skozi te svoje pokrajine nezavednega, tu sem šla pa potem v ortopsihoanalizo, skratka raziskovati svoje srce. In kar sem tam našla, je bilo dvoje. Tako kot sem rekla, oceani žalosti, potlačene jeze, obup tistega otroka v meni, ki ni zjokal vseh solz žalosti, ki je bil spregledan. Vse so me imeli radi, ful, so se zaupali mi, ampak jaz sem bila tako posebna, da me noben pa ni znal na moj način. In ta osamljenost in vse to je potem začelo navzven v partnerskih odnosih. Tudi moj otrok se je v bistvu ostala sem sama z otrokom, že skoraj nosečnosti, takoj po porodu, ker odnos je res bil, koliko po eni strani je nekaj čudovitega, po drugi strani je nekaj grozljivega, kar se je tam odprlo. In sem bila sama v izbiri, ali bom dejansko verjela vse tisto, ali pa bom dejansko šla v tisto tveganje. In sem se odločila, da gre za svojo divjo žensko naravo naprej in da proučim, kaj v mojem srcu, kaj v moji podzavesti je dogajanje naredilo v tako tragedijo, namesto komedijo, polno inspiracije in ljubezni, kar bi naj bil moj life. Ampak toliko sem se zavedala, da karkoli v sebi, v svoji energiji ne prečistim, ne osvobodim, bom dejansko prenesla na otroka in vedno me bo omejevalo. In zato sem šla potem res po svojem srcu z razno pomočjo, z spremstvom ljudi, ki sem res zaupala, tako za ono svetilkico vsaki košček pogledati, kaj je tu, kaj je tu. In sem videla, če ne objamem vsega v mojem srcu, tudi onega gnilega, tudi onega pošastnega, kar je v bistvu samo rana, ki gnije že predolgo, ne bom celostno živela. In zadnjih par let sem res, bom rekla, vse posvetila temu, nisem gradila kariere navzven, nisem pisala knjig naprej. Doživela sem razne knjige, tudi zgodbe zadnjih let, življenjske so bile dramatične. Kup sodišč, kup razočaranj, kup sovraštva iz druge strani, da sem vedno znova odslikavala sama sebi, s čim sem si to skreirala. In ta prevzem odgovornosti, da ne glede na to, kaj mi kdo naredi, kaj se mi zgodi, sem jaz, ki svoje podzavestnega pričakovanja
to kreiram in to je let, da prav res postanem srce, prostor, da se lahko pretaka tista prava hranilna ljubezen. Ne sebična, pogojena, čist človeška, ampak da se vse to prežame z eno tako višjo vibracijo, ki v bistvu v srcu, kot da se srečuje naša zemeljska pa naša duhovna narava. In da nekako tu zmorem alkimistično povezati vse in hoditi naokrog s tem odprtim srcem. Tako da to je moje poslanstvo in seveda, da drugim pokažem pot. Po majevskem koledarju sem cesta, torej oseba, ki kaže pot. In sama sem prehodila toliko dimenzij sebe, tako podrobno in natančno, zdaj vem zakaj. Ker mi res uspe na neki ravni globoko razumeti kogarkoli, ki mi pride nasproti. Eno tako neobsojajoče, globinsko razumevanje, ki človeka podpre, da je malo odpreti srčka, pa začeti gledati, kaj je tu not. In seveda mi je vesolje pomagalo tudi pri tem, da imam v rokah metode, s katerimi poleg svojim bitjem, svojim poljem, ki ga delam, svojo vero, svojim zaupanjem, dejansko ljudi peljem po tej cesti pregledovanja, transformacije svojega srca na bolj igriv, na bolj fajn način, da ni nujno vedno per aspera ad astra, da lahko tisto trnje postane tudi barvice, s katerimi barvamo in da smo sami sebi največji, najboljši zdravilci. To nekako se je pa zgrnilo kot spoznanje. V bistvu te je prav res inspirativno poslušati, pa res se človeku kar odpira srce, ko te posluša, res tako čuti se pač to tvoje odprto in prečiščeno srce. Kot si povedala, mislim, kot sva rekli, ne vem, več 10-20 let je v bistvu pri tebi trajalo, da si v bistvu prišla do te čistine. In zdaj me zanima, ker človek tudi malo tako, se mi zdi, lahko dobi blokado oziroma ga zategne, ne? Ali bom jaz tudi to zmogel, ne? Saj pač meja je pač od vedno taka, razumeš, je pač znala, je bila dovolj močna, jaz pa nisem toliko močna, jaz pa mogoče ne bom zmogel in dosti ljudi pač pade v tem prepričanju, da je to nekaj za izbrance, to, da lahko očistijo svoje srce oziroma da pač sledijo svojemu srcu, da imajo ta pogum, ne? Ampak ne vem, kaj ti misliš o tem, imamo vsi enake možnosti glede tega? Draga, to je bilo pa zdaj tako fenomenalno vprašanje in to je v bistvu moje najlepše, najpomembnejše sporočilo, ki ga lahko zdaj oblikujem, ko kakšne pol leta res intenzivno delam z ljudmi. Predvsem so ženska publika, ampak itak je odprto. Ambasada zaupanja je skupina, kjer bolj intimno delujem. V zadnjih mesecih sem prejela več kot dovolj. Sem znanstvenica, jaz sem v osnovi vedno znova znanstvenik. Ne vidi se mi, ampak tako delujem. Rabim dokaze, rabim eksperimente, rabim dovolj zgodb, kritično maso. Jaz juckam in pojem in plešem od radosti, ko ugotavljam, kaj je to, da sem jaz, pa še par oseb, še par takih oseb poznam, tudi sodelujemo, ki smo res življenje dale temu, da smo prišli do tega stanja, da smo dejansko tlakovali avtocesto do razsvetljenja. To zveni ful kičasto, ampak če bi zdaj imeli mi 2 ure, 2, bi šli tu, bi vsi razumeli. Ampak poanta je, da sem zdaj sodelovala z osebami, ki so dolga obdobja utrpele in poskušale. Tudi recimo sem sodelovala z eno izredno mlado osebo, 22 let staro, ki je zdravila zlorabo, spolno zlorabo iz preteklosti, kar se je včasih rabilo 10, 20, 30 let, da je oseba sploh dojela, se spomnila, si priznala, poterapirala, je šel life kar mimo. Pri tej čudoviti osebici, in to takih je več in takih smo vsi, v bistvu sama je začela ozaveščati svojo travmo lani ob tem času. V tem času je sama našla res super terapeuta, našla je mene in sva z roko v roki narisala kup fraktalov in je v bistvu, zdaj bom rekla, po teh 6 mesecih intenzivnega tudi druženja, tudi prijateljskega, oseba zunaj, ženska je ven. In ko vidim, kaj naredimo s fraktali, ko delam tudi z ženskami 60 let, 70 let stare, ta fraktalna metoda je tisto, kar je tista radost vsega skupaj, opažam, da se pot odpira hitreje. Tudi čas, v katerem prebivamo, ima en poseben fraktalni božanski pospešek, da gre prej. Hkrati se zavedajmo, da je vse tudi kolektivno, zavedno, nezavedno. Ogromno nas je že naredilo, ogromno na tem in so izhodišča boljša, znanja je dostopnega. In tudi vidim, kaj pomaga tem, ko z mano nekako se delujejo. Ambasada zaupanja sem dala ime svojemu poslanstvu. To je ful izzivalno. Ker ko rečeš zaupam, dobiš nove teste. A res zaupaš?
In sem dobivala. In sem se vsakih par let nazaj pojavila, ko sem spet šla na naslednje nivoje. Ampak opažam v praksi, da ko mi zmore kdo malo odpreti srce, ko pride do tega poguma, da se sooči z mano, to moje gigantsko zaupanje, vedenje, videnje v človekovo srce je toliko močno, toliko sočno, toliko pristno. Imam ta dar, ko se vse to zgodi v sebi, toliko enih darov dobiš. In jaz vidim človeka, slutim, voham in vidim, kakšna je njegova pot. In imam tistih par ključnih puzzlov, se mi zdi, ki tiste pomembne dele celotne slike dajo v smisel. In ko nekomu res povem iz druge perspektive, kaj se mu dogaja, zakaj si je zbral toliko zajeban life, kaj lahko te naredi, skozi to poštedilo, ozeleneti novo oazo v povezavi z dušo in z svojim lastnim zaupanjem, da je pa lahko drugače. Jaz sem pa primer tega, in še parih je, da se da priti skozi. Nikoli ne pravim, da imam monopol nad resnico, nikoli ne pravim, da kdaj ne gagnem, pa me vrže za 2-3 dni, ampak vsaj vem, kako zvenim uglašena. In ta moja knjiga je tudi uglašena. In ljudi opozarjam, da to je kot kitara, uglašena je vsak dan znova. Ampak če najdeš svojo vibracijo, kdo ti si, kar ni v besedah, kar je v občutku, se lahko na to ful lažje uskladiš. In svetujem ljudem, naj dejansko se zanesejo na to, da ko greš s pravim vodstvom, o pravem času, lahko narediš nekaj, kar bi trajalo desetine let, tudi v nekaj mesecih ali pa v zelo kratkem času. Res je odvisno, ampak jaz sem zdaj tukaj pričal pol leta ali pa 3 mesecih, tudi v enem mesecu, taki preobrazbi ljudi, da mi pozijo sem tiste solze hvaležnice in šok osuplosti, ko niti ne znam izraziti, ko vidim recimo osnovne fraktale, jaz delam s fraktali, s temi risbami, ko vidim recimo osnovne fraktale nekoga, ko razberem iz njega svašta in še se pokaže, in ko vodim osebo skozi proces fraktalne korekcije, kaj se s tem človekom zgodi. Ni bilo šihta šiht, razmere v družini, zdravje, počutje, umirjenost, da vsakemu tisto, kar rabi. In jaz nisem od tistih, ko bi rekla, meni sledite, meni sledite, meni sledite, jaz sem guru, podpirajte me, ploskajte mi, umivajte mi noge. Ne, jaz sem ena čist simpel oseba in moje glavno poslanstvo je, da osebo držim za roko toliko časa, da usmerim na to svoje lastno srce in vodstvo, pa jo spustim, tako rečem puncam, jaz sem tukaj, dokler me rabiš, ko pa ti poletiš, se pa srečava v luftu, pa si dava fajfko s krili. Hočem, da si samostojna in je toliko moči vsakem od nas, moje delo je, da samo pomagam iz srca skipati ono gnoj, da ga lahko uporabimo kot gnojivo za nekaj za naprej. In ker moje srce naredi več, pravijo, da možgani so električno polje, srce pa magnetno. In še sama sebe včasih čutim, da mi kar se kar širi. Ena taka mehkoba, ko še mene mehča. Jaz sem drugače devica z ascendentom v kozorogu, pa luno v biku. Ono zemlja, na zemljo, na zemljo. Ampak kar se je pa zgodilo tu ene sočnosti, ene mehkobe, seveda prizemljenosti. Uspelo mi je to ravnovesje, prizemljena tu in zdaj, ne bojim se materialnega sveta, rada ga imam, po drugi strani se pa lahko odpiram v neskončno možnih dimenzij sebe. Ko ljudje spoznajo, ko me doživijo, začutijo, da pa verjetno lahko obstaja takšen scenarij tudi za njih. Da nekje začutijo, da tudi oni imajo to lahkotno verzijo sebe in da poznamo poti. In če že samo kaj mi zmanjka, če kaj ne znam, pa bi bilo treba z nekom, tudi vem, komu ga napotiti. K parim osebam, terapevtskim, ki vem, da lahko odprejo še več tega. In res z radostjo živim zadnje čase, ko dojemam, da je vse to moje 20-letno iskanje, ko se me vsi gnjavili, pa zakaj ne greš v kariero, pa ti imaš toliko talentov. Jaz pa ne, jaz bi srce, jaz hočem res srce. Pika, ker brez tega, da imam sebe, da gledam, da vem, kdo sem jaz, bom vedno subjektivna. Vedno bom neka zavesa, neka kulisa. In jaz pa hočem živeti v tem svetu za kulisjem, da vidim skozi, tako, evo, Matrix. Prebujeno. In da povem ljudem, da se je varno prebuditi. Ja. Zdaj si v bistvu povedala, da si
tako si rekla, teh 20 let tega nekega mučenja, trpljenja, ampak istočasno vztrajanja pri srcu se ti obrestuje danes bolj, kot bi se ti karkoli lahko v življenju, ne, se pravi s tem, da pomagaš drugim, to, da pomagamo drugim, nas v resnici najbolj izpolnjuje in uresničuje, kakorkoli obračamo ta naš materialni svet ali pa družbo z nekimi instant zadovoljitvami, ne. Istočasno pa si omenila te fraktale, pa mogoče še samo čisto malo več poveš o tem, da bodo ljudje še bolj razumeli, ker meni se tudi, ko sem prvič to videla, se mi je zdelo pač, ne vem, najprej me je spomnilo na mandale, ne, na to barvanje mandal pa to, potem smo to delali skupaj in sem videla, da je v bistvu res takoj, z prve sekunde fajn. In je pomirjujoče in spominja na otroštvo in to je v bistvu tudi catch, da se povežemo z otrokom v sebi, ne, kakršnekoli v bistvu terapije na koncu nas vodijo v to, da moramo se povezati z otrokom v sebi, ampak res tem fraktalinjem z barvicami, barvice, ki so toliko nostalgične, ne neke kulice, ne neke umetnega barvice. Vem, da imaš ravno kar tudi v pripravi oziroma aktualni en program, pa še mogoče samo to poveš za naše poslušalce, da bodo vedeli, kje te zdaj tako lahko najdejo s fraktali in začnejo risati in barvati. Tako je, jaz sem eno polurno predstavitev same metode fraktalnega risanja sem na svoji spletni strani objavila, mejavalens.si. Sicer pa res tako je Bernato povedano, najprej edino, kar bom najprej, malo se bom samo v en izrazek spustila, moje poslanstvo je postalo, da podpiram ljudi in nikomur več ne pomagam, razen babici čez cesto ali pa komu neskaj po stopnicah. Prevzela sem stališče, da je vsak od nas tako neskončno močen. Vse mu je jasno. In moje je, da nikogar več ne vidim kot žrtev, da mu pomagam, ampak samo kot osebo, ki se trudi, ki stoji tukaj, kljub vsemu, kar se je zgodilo in jo podprem, da skupaj greva. En kos poti, ker vedno ohranim to moč človeka. Če mu pomagam, je že on tisti bogi. Ne, močen si, tako kot jaz. In močnejši, ko smo, prej lahko naredimo spremembo v sebi. In fraktali so pa neka res taka radostna metoda. Gre se za to, da je v bistvu temeljijo na kvantni medicini, informacijski, ne vem, celi znanosti. Ampak je tako fascinantno, kaj se zgodi, ko gremo risati tele, imaš osnovne fraktale. To je risba, ki se nariše v roku 1 minute in barva pod posebnimi pravili. In obstaja ključ analize tega. Gre za metodo, ki je res že en čas na sceni skozi Rusijo. In iz teh inicialnih fraktalov se lahko zelo natančno razbere osebino notranje stanje. Ko namreč barvamo in žrebamo barvice, nam tisti naš višji tisti del nas, ki nas želi svobodne in radostne, nam pomaga potegniti točno tiste barvice in jih razporejati tako po sami fraktalni mreži, da meni to ogromno o človeku pove. Torej vse tisto, kar bi recimo, če bi nam zdaj nekdo slikal, lahko psiho, duha, vse skupaj, to se odslika na fraktalu. In se pojavi, recimo, ko gre človek z mano v proces, nariše 3 take spontane in fraktalne risbe, na podlagi česar naredimo eno kratko analizo. Kaj dogaja? Kaj je resnica o tebi? Ne samo tisto, kar misliš, ampak kaj je? In potem gremo dalje v proces korekcijskega risanja. In vse, kar se dogaja z linijo fraktalno, se tiče našega miselnega sveta. Kar se dogaja pa z barvami, je pa povezavi z našimi emocijami. In ko spreminjamo fraktalne linije z navodili, začnemo globoko posegati v svoja nevronska mrežja. Dejansko začnemo povzročati tvorbo novih sinaptičnih povezav, novih nevronov in posledično se ful spremeni kemija v telesu. Do tega, da vplivamo na aktivacijo in deaktivacijo genov DNK. Se pravi, s tem, ko rišemo in uporabljamo, to tak je, podzavest ne razume bla bla bla. Ne razume filozofije. To je kot 5-leten otrok, kar dejansko je ta del nas. In bolj, ko mu fuflamo, pa nalagamo, pa filozofiramo, manj mu je jasno. Razume pa govorico simbolov, barv. In barve imajo tako močno proučeno funkcijo, že na splošno, tudi v tej metodi, da točno vemo, katera barva kaj prinaša, katera pomaga, kdaj odmaga. In hkrati, ko se potopimo že 5 minut v fraktalno risanje, na možgane flikne do stanja aktivne meditacije. In to je sploh za tiste, ko smo taki deloholiki, ko moramo vedno biti koristni, da se res odklopiš, da daš prostor tistemu mehkemu delu sebe in počitku, ker ko to barvaš, se res povežeš s tistim otrokom in veš, da delaš koristno stvar, res se terapiraš sam sebe, noben te ne, noben ti ne fufla, dufla, ti sam rišeš, jaz te vodim, kako se ti poveži s sabo, ti pa to narediš.
In tudi imam filozofijo, da če nekdo si želi izboljšati svoj life, pa mu je to pretežko narediti, pa sorry, I can't get it easier. Ne da se bolj fajn narediti osebne preobrazbe. In to let sem si prizadevala najti način, da lahko brez trpljenja, da ni treba pod reku čofotati mesece in mesece, daš potem nekako splaval ven. In vsak mesec bo zagotovo štartal fraktalen program, delam ga tudi v drugih skupinah, recimo, če ima kakšna oseba, ki zbere svojo skupino, kadarkoli, ker prav poslanstvo je, da se čim več riše in da se to nauči tudi otroke. In kdo nariše par fraktalov, še nihče ni mogel zanikati, da se počuti ful drugače. In ni en šuši muši, dejansko škodici ne moreš. In tudi poceni je, rabiš tisto mojo delavnico, da se pač naučiš, pa da imaš ta support, ko greš skozi prvih par fraktalov, da veš, kaj točno delaš, pa to delaš za celo življenje, naučiš otroke, naučiš bližnje. To je lahkotno, ampak zadaj pa to globinsko, transformacijsko, da se priklanjam in poklanjam in zahvaljujem, ker barve so pa itak od nekdaj bile moja ljubezen. Ampak tisto otrok v nas, ko res rabi biti objet, njega to ne briga. Njega briga, si bomo vzeli ta čas, pa pogledali, kaj je ostalo v tem srčku. In šele potem postanemo celostna oseba. In to lahko delam z osebo, ki je fulko v materialna ali pa duhovna, vsi smo podobni in vsak ima v vsakem trenutku možnost, da pride bliže k sebi. Ja, se moramo olupiti nekih stvari. Ja, padejo neka prepričanja. Ja, včasih je tisto, kot čisto krvna resnica preleti, ampak vedno znova ljudje poročamo in poročajo o tem, da resnica ipak osvobaja. Dajva s tem zaključiti najin podcast, predvsem pa se bom vrnila še malo nazaj. Vzeti si je treba čas. Mi danes vsi mislimo, da nimamo časa, ampak moramo si ga vzeti za sebe. Čas naš na tem planetu je na nek način omejen in prav je, da si v bistvu vzamemo čas zase in da si privoščimo izboljšano življenje, izboljšano živetje v našem v bistvu telesu in z našim duhom, ki ga nosimo v sebi. Veš, kaj je to rekla? Tako dober stavek mi je prišel. Nimam časa, da si ne bi vzela časa za sebe. Tako, ne bi mogla boljše povedati, ja. Ko si v centru, vse tista Siddharta pesem, na sredini se vesolje odpre. Ko si vzameš ta časek, tiste pol urce, da se stakneš s sabo, vse drugo vidiš jasneje. Veš, kaj je res nujno, kaj ni. Kaj se žrtvuješ, kaj res delaš iz svojega centra. In ko enkrat to dojameš, več nočeš živeti brez tega, da si najprej povezan s sabo, pol pa greš v dan. In da ne, bom rekla po domače s cenzuro, da ne žive sile, ko čutiš, da rabiš sebe na prvem mestu. In to je superlativna filozofija in če kdo rabi, da mu nekdo da podporo v tem, kjer je. Dragi poslušalci, hvala, da ste si vzeli čas za ta podcast, ste ga poslušali do konca in zaključimo s tem stavkom, naj ostane danes v zraku in potem tudi še vse naslednje dni. Nimate časa, da si ne bi vzeli časa za sebe. By Meja Valens, Mejo najdete tudi na spletni strani fine.si med ekipo in najdete tudi v Facebook skupini Ambasada za upanje, pa Meja Valens page, glavnem najdete jo vse posod, če jo boste iskali, tako da kar poiščite jo, če ste začutili zdaj, da je z njo lahko vaša pot v bistvu do osvobajanja tista prava. Tako da lep dan vam želim še naprej in bodite dobro in fajn. Čau! Hvala ti, Majči. Pa, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.